Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, Robert Karota, doktor medicine in koordinator za COVID-19 bolnišnične postelje pri Ministrstvu za zdravje, Primož Horvat, doktor medicine, specialist interne medicine in vodja COVID-19 oddelka v Splošni bolnišnici Ptuj. Oba gosta lepo pozdravljena preko Zoom povezave. Ekipa UKOM-a, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, občanke ter občani. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci o izzivih COVID-19 in uvodoma moje opravičilo za zamudo, ki je nastala na začetku, ker smo še v zadnjem trenutku nalagali nekatere grafe. Novinarsko konferenco začenjamo s pregledom epidemiološke situacije. Včeraj je bilo opravljenih precej več testov kot v nedeljo. Ob 4457 testiranih je bilo potrjenih 1084 primerov. Delež pozitivnih testov je znašal 24,32%, kar je sicer nekoliko več, kot je znašal čez vikend, a še vedno več kot 10 odstotnih točk manj, kot je znašal 2 tedna nazaj. Da se epidemiološke razmere počasi izboljšujejo, kažejo tudi grafi, ki vam jih redno predstavljamo na naših novinarskih konferencah. Poglejmo danes tale graf, ki je zelo poveden in govori o tem, kaj lahko pričakujemo v naslednjih dneh. Modri stolpci govorijo o realnih podatkih, ki so vneseni v graf, ta sivi prostor pa je prostor zgornje in spodnje, najvišje zgornje in najnižje spodnje možne pričakovane vrednosti. Ta črna črta pa pravzaprav prikazuje srednjo vrednost, kaj lahko pričakujemo v naslednjih dneh. Zaenkrat se nam ta model potrjuje vsak dan znova, ključen pa bo pravzaprav jutrišnji dan, ki bo omogočil bolj realno oceno, kaj se nam dogaja v začetku tedna. Glede podatkov o novih okužbah po slovenskih krajih pa je danes stanje sledeče. V Ljubljani smo imeli včeraj 120 okužb, v Mariboru le 29. V gorenjski regiji pa izstopajo Kranj kot največje mesto s 55 okužbami, pa Škofja Loka z 29, Tržič 19, Jesenice 15, Bled 11 in Gorenja vas - Poljane z 10 okužbami. Na mejah regije pa izstopata tudi Domžale z 27 in Kamnik s 25 okužbami. Na vzhodu države imamo 29 okužb v Celju, v Velenju 20, v Žalcu 18, Gornji Radgoni pa 12. V Rogaševcih je bilo novih okužb včeraj 15, toliko jih je bilo tudi v Slovenskih Konjicah. 5 manj, se pravi 10, jih je bilo v Slovenski Bistrici. Potem pa Novo mesto, ki ima 38, Kočevje 16, Grosuplje pa 12 okužb. Na obali nekoliko izstopa Koper z 20 okužbami, več pa jih je bilo v Ilirski Bistrici 22, v Novi Gorici pa le 11. Kot že povedano, smo 2 tedna nazaj zabeležili največji delež pozitivnih primerov med opravljenimi testi. Epidemiologi in zdravniki so že predtem opozarjali, da je pričakovati, da se bo število bolnikov, ki potrebujejo zdravniško oskrbo, povečevalo še vsaj 2 tedna. Izkušnje iz prvega vala, pa tudi izkušnje ostalih držav, namreč jasno kažejo, da bolnišnice niso najbolj obremenjene v trenutku, ko imamo najslabše številke, temveč se to zgodi nekoliko kasneje, ko se razvijajo težje oblike bolezni, ki zahtevajo tudi dolgotrajnejše zdravljenje. Trenutno smo, tako kot je zdravniška stroka vse skozi napovedovala in pričakovala, v fazi, ko se nam število bolnikov, ki potrebujejo zdravniško oskrbo, še naprej povečuje, a se zadnje dni zdi, da je prirast bolnikov vendarle nekoliko počasnejši. Zelo pomembno je, da je sistem prerazporejanja bolnikov po Sloveniji vse bolj učinkovit. Veliko olajšanje pa predstavljajo tudi nove zmogljivosti v UKC Ljubljana,
kjer so že namestili prve bolnike in uspešno uvajajo tudi nove ekipe. Naš prvi gost je danes Robert Karota, doktor medicine in koordinator za COVID-19 bolnišnične postelje pri Ministrstvu za zdravje, ki nam bo natančneje pojasnil, kako je stanjem v posameznih bolnišnicah in kako je s prostimi posteljami. Preden mu predam besedo, pa naj z vami delim še podatke o številu obolelih za COVID-19, ki so potrebovali bolnišnično oskrbo za včerajšnji dan. Včeraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 1171 bolnikov, skupaj 28 več kot dan prej. Intenzivno nego je potrebovalo 196 obolelih oziroma 6 več kot predhodni dan. Iz bolnišnic so bili odpuščeni kar 104 pacienti. Žal smo imeli tudi mrtve, tudi včeraj, umrlo je skupaj 27 oseb, od tega v bolnišnicah 19. Dovolite, da na tem mestu prikažemo še nekaj grafov, ki pojasnjujejo dosedanje razmere na tem področju in pričakovanja v naslednjih dneh. Vsi grafi prihajajo strani doktorja Karote. Poglejmo si najprej tega prvega. Govori modri stolpec o novih napotitvah, o novih sprejemih. Ta oranžno rjav govori o odpustih, siv spodaj pa govori o umrlih. Če seštejemo oranžno rjavega in sivega, vidimo, da je razlika med novo sprejetimi in tistimi, ki so odšli vsak dan, pravzaprav manjša. Pogledamo še naslednji graf. To so številke, ki govorijo o novih sprejemih, modra črta zgoraj. Število novo sprejetih se še nekoliko povečuje, ampak hkrati se povečuje tudi število odpuščenih, tako da vidite, da je ta razlika več ali manj konstantna, medtem ko na žalost pri mrtvih lahko ugotovimo, da nekega povečanja ni več. Te številke postajajo konstantne in so nižje, kot so bile pred dnevi. Pogledamo še naslednji graf, če je. Ne, samo 2 sta bila. Tako. Besedo pa sedaj predajam gospodu Robertu Karoti, ki ga še enkrat lepo pozdravljam preko Zooma. Njegovo udeležbo na današnji novinarski konferenci smo napovedali že včeraj. Saj je včeraj med drugim potekalo tudi razseljevanje novih pacientov s COVID-19 in iz širšega območja splošne bolnišnice Murska Sobota. Pomurska regija je imela včeraj po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje drugo najvišjo incidenco obolelih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh, takoj za Gorenjsko je bila, in sicer 1478 okuženih. Za bolnišnico, ki je osrednja zdravstvena inštitucija severovzhodnega dela Slovenije, je hitro naraščanje potrjenih primerov v zadnjem tednu velik izziv. Zato bo na jutrišnji novinarski konferenci z nami med drugim tudi primarij dr. Daniel Grabar, strokovni direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota. Gospod Robert Karota, kar nekaj časa ste morali počakati, zdaj pa je beseda vaša. Izvolite, prosim. Dober dan vsem iz danes meglenega Javorniškega rovta, kamor je za razliko od prvega vala tudi tokrat prišel koronavirus, s katerimi se, kot mi je znano, vsi prebivalci tega našega rovta ustrezno in uspešno borimo. Ko sem pred približno 14 dnevi oziroma 3 tedni bil naprošen, da prevzamem funkcijo koordinatorja zaposlene kapacitete COVID, priznam, da me je bilo v začetku malo strah, predvsem ali je možno pregovorno sprte Slovence združiti v enoten sistem z enim ciljem, boj proti covidu. Danes z veseljem in s ponosom lahko rečem, da vsi udeleženci od prvega do zadnjega sodelujejo, sprejemajo sistem kot nekaj ustreznega in predvsem pomoč pri dosegu skupnega cilja, in sicer premaganju te epidemije. Ponedeljek je bil pravzaprav spet odločilen. Po nekako mirnem vikendu,
pri katerem je bil porast novih sprejetih nekoliko nižji, je bil ponedeljek tisti, ki odraža pravzaprav epidemiološko sliko pred 14 dnevi, torej več kot 150 novih sprejemov, rešili so nas seveda odpusti, ki jih je bilo preko 100. Veseli me dejstvo, da število umrlih ne narašča kljub velikemu številu hospitaliziranih, kar pomeni, da naše zdravstvo vsekakor zelo uspešno deluje. Kaj če bi šli po verjetnostnem računu, bi se številka ob slabem sistemu zdravstva umrlih morala večati, pa se ne. Se pravi, zdravstvo deluje. Pred približno 2 do 3 tedni smo govorili o prenatrpanosti Gorenjske in Koroške. S tem sistemom, ki se je vzpostavil, smo uspešno prerazporejali bolnike po drugih regijah, pred dnevi pa je ta plato zgornjih zmogljivosti dosegla murskosoboška bolnišnica in sistem, ki ga je razvilo Ministrstvo za zdravje, deluje v smislu aplikacije, v katero vsi udeleženci večkrat dnevno, predvsem pa sprotno sporočajo svoje proste posteljne kapacitete, celotne posteljne kapacitete, število intenzivnih postelj in tudi umrle in pa odpuščene. Dostop do te aplikacije imajo vsi odgovorni, ki zdravijo COVID paciente po vseh teh bolnišnicah in s tem imajo na voljo tudi precej jasen prikaz o prostih zmogljivosti okoli sebe. Premestitev načeloma med bolnišnicami poteka po dogovoru zdravnik z zdravnikom bolnice v bolnišnico. Moja naloga je pravzaprav zgolj koordinacija in mogoče malo bolj strateško gledanje na vso ostalo problematiko. Murska Sobota je, kot rečeno, pred dnevi dosegla plato in uspešno ob sodelovanju vseh ostalih bolnišnic na udaru, predvsem Ptuj in pa Maribor kot pravzaprav 2 najbližji bolnici. Zaenkrat, če uspešno prerazporejamo vse bolnike iz Murske Sobote, ki potrebujejo hospitalizacijo. Tudi danes zjutraj sem govoril s primarjem Grabarjem in zadeva je pod kontrolo. Tako da zaenkrat, kljub temu, da se približujemo že 1200 pacientom, ki so hospitalizirani po slovenskih bolnišnicah zaradi covida, je še vedno vse pod kontrolo. Ocenjujem, da bomo zdržali. Mislim, da je o številki, do kdaj, do kam bomo šli, neumestno govoriti, šli bomo, dokler bomo lahko. Tako da, glede na to, da se epidemiološka situacija izboljšuje, moramo zdržati še kakšen dober teden. To glede celotnega sistema, bi pa še nekaj besed namenil sami Gorenjski regiji, od koder prihajam. Tako kot je bil problem Murske Sobote, oziroma je problem Murske Sobote sedaj, je bil to eden glavnih problemov Slovenije v smislu prezasedenosti bolnišnice Slovenj Gradec in bolnišnice Jesenice z Golnikom, je bil ta problem pred približno 3 tedni. Že vrabci čivkajo, da je bolnica Jesenice premajhna. Bolnica Jesenice ima približno 200 funkcionalnih postelj za približno 130.000 prebivalcev. Po evropskih standardih posteljnih kapacitet na količino stalnih prebivalcev bi jih potrebovali 600. Stavba je bila zgrajena pred več kot 70 leti in vsakmu jasno tudi arhitektonsko ne ustreza več sodobnim standardom medicinske oskrbe in velikokrat je potrebno bolnika prestaviti iz sobe ven in ga na hodniku obrniti, tako ozke vrata in sobe imamo. Na samem začetku epidemije tega drugega vala smo praktično vse premeščali po drugih bolnišnicah s poudarkom na Novem mestu in Primorski. Tudi Golnik je premeščal, kot mi je znano. Tako da v bistvu tisti prvi del drugega vala smo pravzaprav Gorenjci preživeli bolj ali manj s premeščanjem. Bolnica Jesenice je bila ena prvih, ki je nehala oziroma končala z opravljanjem elektivnih posegov, predvsem z namenom, da dobimo prostor. Pri nas je bil poleg kadra in je še vedno poleg kadra problem predvsem prostor, ki ga pa
nekatere druge bolnišnice, ki so moderne in novozgrajene, ne poznajo. Pomembna pridobitev, ki smo jo uspeli zrealizirati, je bila pred 14 dnevi, ko smo prav tako ob pomoči Topolščice in Sežane in vseh ostalih uspeli premestiti naše najtežje negovalne bolnike v te ustanove in s tem pridobiti dodatnih 18 postelj za COVID paciente. Namestili smo jih, pa ne se smejati, v kontejnerje, ki mu mi ljubkovalno rečemo glamping. Glamping naselje je bilo postavljeno oziroma je v funkciji dodatnega oddelka, zato ker se v bolnici Jesenice izvaja trenutno energetska in požarna sanacija. Vsi dobro poznate požar pred letom dni, oziroma mislim, da je že 2. Kar bode v oči, je pa, da so inštalacije, zaplinske inštalacije v tem našem glamping naselju bistveno boljše kot pa vse inštalacije za kisik, ki jih imamo v stari stavbi. Hvala vsem mojim kolegom, da pravzaprav izvajate tektonske premike, brez sodelovanja med vsemi 4 oddelki, glavnimi 4 oddelki, pravzaprav tega niti ne bi mogli izvesti. In ob dejstvu, da je danes na razpolago 50 plus 10 postelj za pediatrijo in ginekologijo, to v bistvu maksimalno, kar prostorsko lahko speljemo in predstavlja že tretjino kapacitet. Ob dejstvu, da je Golnik tudi uspel dvigniti svojo kvoto na 60 klasičnih postelj in 12 intenzivnih, je trenutno gorenjska regija samozadostna. Se je pa ob tej epidemiji ponovno pokazalo že znano dejstvo, da Gorenjska res rabi novo moderno bolnico z večjim številom postelj in pravilno razporeditvijo prostorov. Hvala lepa.